Fantje, čas je, da si zastavimo vprašanje. Ali lahko Islamska republika dejansko pade? In odgovor je da, vendar ne. Če bodo Združene države še naprej ponavljale isto napako, ki jo delajo že 23 let, in se omaknile ravno v trenutku, ko imajo končno vzvod nad Iranom. Ta teden so ZDA začele nekaj, kar so poimenovale projekt Svoboda, in bilo je genialno. Morda prvič v zgodovini so ameriške vojne ladje fizično spremljale ladje skozi Hormuško ožino in tako omogočile, da je nafta prišla skozi morsko pot, ki jo Iran blokira, odkar se je vojna začela. Uspelo je. Ladje so prišle skozi. Iran tega ni mogel ustaviti. In skupaj z mornariško blokado, ki je že dušila iranski izvoz nafte, je bil to trenutek, ko je Islamski republiki resnično začelo zmanjkovati časa. In vendar, 24 ur kasneje, Trump to ustavi. Danes bomo razumeli, zakaj je bil projekt Svoboda tako nevaren za Iran in zakaj, ko smo tik pred tem, da dobimo vzvod, naše vodstvo znova popusti. Dobrodošli v oddaji Irak na JNS TV. Poglobimo se takoj. Torej, ko sta ZDA in Izrael 28. februarja začela operacijo Epic Fury, se je večina sveta osredotočila na zračne napade, bombnike, bombe za uničevanje bunkerjev, jedrske objekte in vse, kar se je dogajalo na tisti dramatični, vidni del. Toda tiho so Združene države počele tudi nekaj, česar v zadnjih 40 letih soočenja z Iranom še niso storile. Ameriška mornarica je začela blokirati iranska pristanišča. Fizične blokade. Namesto zgolj sankcij in grozilnih pisem so dejanske vojne ladje postavile zunaj iranskih obalnih voda in ustavljale plovila, da niso mogla vstopiti ali izstopiti. Da bi razumeli, zakaj je to drugače kot vse, kar je bilo prej, morate razumeti, kako Islamska republika preživi. Vidite, režim deluje na nafto. In to ni metafora. Mislim, dobesedno, prihodki od nafte financirajo poslovni imperij revolucionarne garde, ki nadzoruje približno polovico iranskega gospodarstva. Financira varnostne sile, financira milico Basić, ki zatira proteste na ulicah. Financira plače oboroženih mož, ki ohranjajo duhovniško oblast pri oblasti. Sankcije, ne glede na njihovo ostrino, so vedno imele svojo mejo. Iran je lahko preusmeril nafto prek posrednikov. Lahko jo je prodal s popustom Kitajske in Indiji. Lahko je uporabljal navidezna podjetja in naklonjena pristanišča vzaje, da je denar krožil. Ni bilo popolno, res. Za njihovo gospodarstvo je bilo slabo, res. Boleče, a še vedno vzdržno. Njihov režim to preživlja že leta. Pomorska blokada je nekaj drugega in ne le po stopnji. Veste, ko imate ogromne količine fizične nafte, ne morete uporabiti le navideznih podjetij, da bi jo premikali, še posebej, če se soočate z raketnim rušilcem. Blokada je ustvarila fizično oviro med iransko nafto in svetom. Številke, ki so prišle na dan v tednih, ki so sledili, so bile osupljive. Iran je imel 184 milijonov sodčkov nafte, ki so stali na tankerjih in niso šli nikamor. Pomislite samo na to fizično kopičenje. 60 milijonov teh sodčkov je bilo fizično ujetih v Perzijskem zalivu. Še 124 milijonov jih je bilo zasidranih blizu Kitajske. Kupci so si želeli te nafte, vendar so se zaradi ameriških sekundarnih sankcij preveč bali, da bi jo kupili. Ta blokada, ja. Iranu je vsak dan odžirala ocenjenih 400 do 500 milijonov dolarjev. In to je samo po sebi precej velika stvar. Ampak dogaja se nekaj veliko pomembnejšega. Vidite, iranske zaloge nafte, tako na kopnem kot na plavajočih tankerjih, so bile skoraj povsem zapolnjene. Ko bi bile polne, bi bil Iran prisiljen narediti nekaj, kar se sliši tehnično, a je v resnici precej katastrofalno. Zapreti bi morali aktivne naftne vrtine. Tukaj je razlog, zakaj je to pomembno. Pri takšnih zrelih naftnih poljih, ki jih upravlja Iran, zaprtje vrtine ne pomeni le začasne ustavitve dogajanja. Podzemni pritisk, ki potiska nafto na površje in se je nabiral milijone in milijone let, izgine, ko zaprete vrtino. Morda se nikoli več ne povrne. Iran se sooča s trajno izgubo proizvodne zmogljivosti, od 300 tisoč do 500 tisoč sodčkov na dan, če se ta blokada nadaljuje. To ni slab četrtletni rezultat ali izguba nekaj 100 milijard dolarjev. To pomeni 9 do 15 milijard dolarjev letnih prihodkov, ki so zavedno izgubljeni, ne glede na to, ali bo dogovor podpisan ali ne. Mimogrede, analitiki ocenjujejo časovni okvir med 15 in 60 dni. Kar pomeni, da če bi ta blokada trajala še nadaljnjih 15 do 60 dni, bi izgubili svojo naftno zmogljivost. Naftno zmogljivost, ki jim omogoča najemanje oborožencev Islamske republike, ki zatirajo iransko ljudstvo. Nafta, ki financira še veliko več. Ker ta denar ni šel samo moškim z orožjem. Režim ne preživi samo zato, ker bi ga Iranci imeli radi. Preživi zato, ker je varnostni aparat plačan. Poveljnikinje revolucionarne garde imajo gospodarske imperije, navadne vojakinje imajo plače.
Oblegane milicistke imajo štipendije, tako jih držijo pod nadzorom. Finančno je donosno biti del islamskega režima in skoraj nemogoče je početi kaj drugega. Toda zdaj ta denar izginja. Mimogrede, pojavila so se poročila, da redne enote vojske že mesece niso dobile plačila, ne pa IRGC. Oni najprej zaščitijo svoj denar. Redni vojaki, ljudje na dnu verige zvestobe. Izraelski obveščevalni uradnik, ki so ga ta teden citirali v poročilih, je ocenil, da če bo blokada vzdržala, Islamska republika ne bo preživela leta 2026, kar je le še 8 mesecev. Prvič v 46 letih ura ne teče več samo proti Zahodu, teče proti Teheranu. 4. maja je Donald Trump napovedal Project Freedom. Namen misije je bil uporabiti ameriško vojsko za spremstvo trgovskih ladij skozi Hormuško ožino, ki jo Iran v določeni meri blokira že od začetka vojne. 20.000 mornarjev iz 87 držav je obtičalo na ladjah v Perzijskem zalivu. Ladijski promet je padel na 5% predvojne ravni. Cene goriva v ZDA včasih presežejo $6 za galono. Nažalost pa spremstvo ladij skozi ožino zveni preprosto, vendar ni. Saj je Hormuška ožina, kot verjetno zdaj veste, zelo ozka ladijska pot. Dejanske ladijske poti, kanali, ki so dovolj globoki za tankerje, so široki približno 2 milji v vsako smer. To je izjemno ozko. Iran je leta nameščal raketne baterije, eskadrilje hitrih napadalnih čolnov, izstrelišča za drone in mine vzdolž obeh obal, prav z namenom, da ogrozi vse, kar se premika skozi ti 2 milji. Kako potem pospremiš ladjo skozi to? Ne moreš preprosto postaviti rušilca v bok ladji kot telesni stražar, ki nekoga vodi skozi množico. Geometrija tukaj preprosto ne deluje. Ni prostora za manevriranje in rušilec, ki sedi poleg tankerja v 2-milskem kanalu, je enostavna tarča. Kar v resnici narediš, je, da ustvariš obrambni dežnik. Rušilci se postavijo v bližino. Lovska letala patruljirajo nad glavo in zagotavljajo stalno pokritost. Helikopteri z ladijskih paluk nudijo podporo in nadzor. Letijo naprej, da vizualno identificirajo vse, kar se približuje. Droni opazujejo obalo zaradi znakov izstrelitve. V trenutku, ko Iran izstreli karkoli, raketo, dron ali hiter napadalni čoln, ki se približuje trgovski ladji, dežnik to prestreže, še preden prispe. In seveda, tu je še vprašanje min in poskusa njihove odstranitve. Trgovska ladja sama ne potrebuje vojaškega varovanja na krogu. Ima vojaško zaščito okoli sebe, nad seboj in pred seboj, model spremstva konvoja. Enak pristop, kot ga je ameriška mornarica uporabila v 2. svetovni vojni za zaščito atlantskega ladijskega prometa pred nemškimi podmornicami. Načelo je zelo preprosto. Če želite zadeti trgovsko ladjo, morate najprej mimo vojnih ladij. Da bi ta zaščita delovala, pa potrebujete baze. Lovci potrebujejo kraj, odkoder lahko vzletijo in pristanejo. Letala za dolivanje goriva potrebujejo prostor za delovanje. Ožino Hormuz obkrožajo države, kot so Savdska Arabija, Kuvajt, Jordanija, Oman, Katar in ZDA imajo z vsemi vojaške odnose. Ampak, in to je velik ampak, brez dostopa do teh baz letala ne morejo pravočasno doseči ožine, da bi bila koristna. Takrat se dežnik sesuje. In to je izjemno pomembno za to, kar se je zgodilo potem, ker mediji prikazujejo, kot da se je Trump preprosto umaknil, a je seveda bolj zapleteno. Operacija sama je bila resnična in takojšnja. Razporejenih je bilo več kot ducat vojnih ladij, 15.000 vojakov in več kot 100 letal na kopnem in morju. 2 rušilki, USS Truxtun in USS Mason, sta prečkali ožino. Iran je izstrelil rakete, drone in poslal hitre napadalne čolne, vendar sta rušilki nadaljevali pot. Vsaka grožnja je bila prestrežena ali odvračena. 2 ameriški trgovski ladji sta uspeli prečkati. Sledila je še ladja Muska. Uspelo je. Pete Hegseth je stal za govorniškim pultom v Pentagonu in rekel: Iran nima nadzora nad ožino. In imel je prav, približno 24 ur. Ker projekt Svoboda kljub svojemu imenu ni bil zgolj humanitarna operacija. Bil je tudi, če bi se nadaljeval, tisto, kar bi enosmerni pritisk blokade naredilo trajnega. Pomislite, kaj bi pomenil dolgotrajen projekt Svoboda? Ožina bi bila odprta za svetovno ladijski promet, iranska pristanišča pa bi še vedno blokirala ameriška mornarica. Nafta vseh drugih držav bi prosto tekla, iranska nafta pa nikamor. To ni le dvodnevni gospodarski spor, kjer se obe strani trudita. To je enosmerno izčrpavanje, usmerjeno, izključno in dokončno osredotočeno na Iran. Države v zalivu še naprej prodajajo nafto skozi ožino. Azija še naprej dobiva svojo energijo. Trumpu padejo cene goriva, iranski rezervoarji pa se polnijo. Njihove naftne vrtine se zaprejo, revolucionarna garda pa preneha izplačevati plače, kar pomeni, da ljudje ne dobijo plačila in ti ljudje postanejo jezni. Kar pomeni, da bi Islamska republika morda lahko padla že sama po sebi. Projekt Svoboda ni bil le misija za spremstvo ladij. Bil je tisto, kar bi naredilo blokado odločilno. In potem se je ustavil. Trump je rekel, da je začasno ustavil projekt Svoboda zaradi velikega napredka pri dogovoru z Iranom. Vendar to ni tisto, kar se je zgodilo.
Trump je napovedal projekt Svoboda, ne da bi se prej uskladil z državami v zalivu. Saudska Arabija je za napoved izvedela tako kot vsi ostali. In Saudska Arabija, ki gosti letalsko bazo princa Sultana in nadzoruje zračni prostor, ki ga ameriška vojska potrebuje za delovanje v regiji, je bila besna. A ne zato, ker bi na kakršenkoli način podpirali Iran, temveč zato, ker so se bali, kaj bi jim Iran storil povračilo za operacijo, pri kateri niso imeli nobene besede. Države v zalivu imajo naftovode in naftne terminale. Nahajajo se tik čez vodo nasproti iranskih raketnih baterij. Oni morajo prevzeti posledice ameriških odločitev, o katerih niso bili vprašani. Te pa imajo resne posledice za njihove države. Saudska Arabija je kot odgovor onemogočila ZDA dostop do svojih letalskih baz in zračnega prostora. Enako je storil tudi Kuvajt. Brez saudskih in kuvajtskih baz letala, ki zagotavljajo obrambni ščit za Project Freedom, lovci, letala za dolivanje goriva, podporna letala, nimajo od kod delovati. Ni bilo nobene alternativne poti. Trump je NATO poklical Mohameda bin Salmana. Klic ni rešil težave. Iranski napadi na ZE v istem času seveda niso bili naključje. ZE je mogočna država, vendar je zelo majhna, zelo majhna in si ne more privoščiti, da bi začela popolno vojno z mogočno Iranom. Kaj ima ZE opraviti s Saudsko Arabijo? No, spomnite se, Iran je uporabljal zalivske države kot pritisk na ZDA. Vedo, da si te države ne morejo privoščiti biti del vojne, ker to vpliva na njihovo gospodarstvo in turizem. Ampak niso se nameravali spustiti v spor s Savdici ravno zdaj, ki so ogromni. Zato so izbrali ZE kot opozorilo drugim zalivskim državam. In sporočilo so prenesli jasno in glasno. Operacija, ki je bila pravkar opisana kot vprašanje življenja in smrti za 20.000 mornarjev, ki jo je Hegseth na jutranji tiskovni konferenci zagovarjal, je bila fizično nemogoča za nadaljevanje. Zato je Trump to predstavil kot diplomatsko gesto. Velik napredek. Dogovor je blizu. Ustavljamo se, da damo miru priložnost. Vendar je predsednik iranskega parlamenta svoj odgovor objavil v angleščini na družbenih omrežjih. Operacija Trust Me Bro ni uspela. Iransko zunanje ministrstvo je poročilo Axios, da je dogovor blizu, označilo za operacijo Faxios. Režim je točno vedel, kaj se je zgodilo. Operacija ni bila prekinjena zaradi diplomacije. Prekinjena je bila, ker se je koalicija, ki so jo potrebovali za podporo, v 24 urah praktično sesula. Zdaj, in to je pomembno, želim biti poštena, ker zgodba tukaj ni, da je Trump naiven ali lahkoveren. Ni nasedel iranskim lažem. Zgodba je bolj zapletena kot to. Trumpa stiskajo 3 stvari, ki nimajo nobene zveze s tem, kar Iran ponuja za pogajalsko mizo. In Iranu teh pritiskov ni treba ustvarjati, ker že obstajajo. Iran mora le poskrbeti, da pogovori trajajo dovolj dolgo, da pritisk opravi svoje. Kateri so ti pritiski? Prvič, cene goriva. Trump je leta 2024 obljubil, da bo cena goriva v enem letu padla pod $2 na galono. Cena goriva je trenutno v povprečju več kot $4. V Michiganu je v enem tednu poskočila za 72 centov, v Ohiu za več kot 60 centov. To so ključne zvezne države, kjer bodo novembra potekale volitve za senat. Ankete kažejo, da več kot 8 od 10 Američanov pravi, da cene goriva obremenjujejo njihov družinski proračun. Večina zato osebno krivi Trumpa. Demokrati vodijo na kongresnih volitvah z 10% točkami prednosti. Nazadnje so imeli demokrati tako veliko prednost pred vmesnimi volitvami leta 2006. Cene goriva so najbolj občutna in vidna gospodarska mera v ameriški politiki. Vsak volivec jih vidi vsak dan, 2-krat na dan, na napisih na višini oči. In to, da je ožina zaprta, je neposreden vzrok. Dogovor, ki ponovno odpre ožino, zniža cene nafte. Trgi so poskočili za 600 točk tisti dan, ko je Trump rekel, da je bil dosežen velik napredek. Prav? Torej, to je zanj nekoliko problematično. Drugi pritisk so vmesne volitve. Republikanci imajo večino v predstavniškem domu in senatu, kar pomeni, da lahko spravijo odločitve skozi. Vmesne volitve so skoraj vedno referendum o stranki, ki je na oblasti. Nepriljubljena vojna in naračajoče cene goriva 6 mesecev pred novembrom so nočna mora za vsakega republikanca, ki kandidira za mandat v izenačeni tekmi. Republikanci v kongresu naj bi to neposredno izpostavili Trumpu. Politična matematika je preprosta. Dogovor, ki konča vojno in zniža cene goriva pred volitvami, je za stranko izjemno dragocen. Morda jim lahko prinese celo predstavniški dom. Zato se pritisk v to smer povečuje. Kar nas pripelje do tretjega pritiska, njegove zapuščine. Celotna Trumpova politična identiteta je zgrajena na tem, da je pogajalec, ki doseže tisto, česar nihče drug ne more. Dogovor, ki konča vojno z Iranom, ponovno odpre ožino, zniža cene goriva in nevtralizira jedrsko grožnjo, bi bil po njegovih besedah največji diplomatski dosežek kateregakoli predsednika v zgodovini. To ga res močno vleče. Ni cinično, če to priznamo. To oblikuje, kako sliši signale z druge strani. Ko posredniki rečejo, da je bil dosežen pomemben napredek, si Trump resnično želi, da bi to bilo res. In zelo mu je v interesu, da bi bilo vse to res. In poleg vsega tega je zelo mogoče, da so bile nekatere informacije, ki jih prejema od svojih svetovalcev, nekoliko zavajajoče. Witkoff.
Ampak, prijatelji moji, ni vse izgubljeno. Poglejmo, kaj Iran počne zdaj. Kaže pripravljenost za dogovor. Sporočila potujejo prek pakistanskih posrednikov, razpravlja se o 14-točkovnem okviru, Iran pregleduje predloge. Napredek je viden. Medtem se iranske rdeče črte niso premaknile niti za centimeter. Obogatitev ni predmet pogajanj. Iranske zaloge ostajajo v državi. IRGC je pravkar napovedal nove protokole za pristojbine za ladje v ožini, kar pomeni, da Iran obravnava to morsko pot kot svoje suvereno ozemlje. Predsednik iranskega parlamenta se javno norčuje iz ameriške diplomacije na družbenih omrežjih. Posredniki napovedujejo napredek, kar je vse nesmisel. Iran napoveduje kljubovanje. Obe stvari se dogajata hkrati in nista v nasprotju. Ena je namenjena Zahodu, druga pa domači javnosti. To je trik. To je točno to, kar Iran želi. Vidite, Iran ima strategijo, zelo preprosto strategijo umika in zavlačevanja pogajanj, da si pridobi čas. Ampak to je zanimivo, ker trenutno čas morda dejansko ne dela v njihovo korist, če se te blokade nadaljujejo. Zato povečujejo pritisk, stopnjujejo zahteve do Trumpa, da se umakne iz vsega in podpiše dogovor. Obstaja načrt, kako Iran poskuša uveljaviti svoje dogovore, in ta je enak že zadnjih 25 let. Morda bomo naredili epizodo o tem. Sporočite nam v komentarjih spodaj, če bi si to želeli. Ampak Iran nima pravega interesa za pogajanja o dogovoru. Želijo iz tega iztržiti čim več, da bi lahko še naprej razvijali svoje jedrske zmogljivosti, da bi jim ukinili sankcije itd. In da bi se še naprej razvijali kot teroristična organizacija. Amerika seveda za to ni zainteresirana. Vendar pa nasplošno vidimo veliko zapletov na tem področju. Ali je mogoče, da je ves ta strah, da bo morda Trump odstopil, le zato, da bi omogočili še en brezprecedenčen napad Trumpa in Netanjahuja na Iran, ko tega ne bodo pričakovali? Da, zelo mogoče. Ker vse te pogajanja niso resnična. Iranske rdeče črte se niso premaknile niti za centimeter. In vedno se bo vse vrtelo okoli bogatenja. Niso pripravljeni odreči se uranu. In to je edina stvar, ki jo Amerika potrebuje. Torej bomo morali videti, kdo bo popustil. Posredniki napovedujejo napredek, Iran pa napoveduje kljubovanje in obe stvari se dogajata hkrati, kar je zelo v nasprotju. Ampak zakaj? No, eno je namenjeno Zahodu, drugo pa je veliko bolj povezano z načrtom Islamske republike, ker je to trik. Tako je bilo leta 2003, tako je bilo leta 2013, tako je bilo leta 2021. Pri vseh prejšnjih pogajanjih. Oni ne potrebujejo, da bi pogovori uspeli. Potrebno jim je le, da traja dovolj dolgo. Ampak prvič doslej Iran potrebuje, da se to dejansko nekoliko pospeši, ker se ti naftni rezervoarji ne bodo znova napolnili. Da teh vrtin ne bi zaprli, potrebujejo rešitev. Da bi blokado, prvo orožje v 46 letih, ki je dejansko povzročalo nepopravljivo škodo, odpravili kot del dogovora, preden povzroči to nepopravljivo škodo, je to izjemno pomembna prednostna naloga. Torej, če je dogovor podpisan, se blokada konča. Iranska nafta ponovno teče. IRGC dobi svoje prihodke nazaj. Vrtine ne bodo zaprte. Do stalne letne izgube v višini 9 do 15 milijard dolarjev ne pride. Iran ne potrebuje velikega dogovora. Potrebno je le, da se blokada odpravi, preden se rezervoarji napolnijo. Povedala sem vam, da bo to pošten pogovor. Torej, tukaj je. Tokratni primer je nekoliko drugačen od tistega, kar smo videli v preteklosti. Blokada niso bile sankcije in je ni mogoče zaobiti. Povzroča fizično, morda trajno škodo iranski energetski infrastrukturi. Škoda, ki se ne popravi, ko je dogovor podpisan. Posredniške skupine so izginile. Hezbolah je oslabljen, Hamas je uničen. Hutiji so le še senca tistega, kar so bili. Iran je resnično sam na način, kot ni bil od 80 let prejšnjega stoletja. Izraelska obveščevalna skupnost, ki režim pozna bolje kot skoraj kdorkoli, pravi, da se je računica spremenila. Ta trik je vedno deloval prej, trik zavlačevanja pogajanj čim dlje, ker je Iran lahko preživel pritisk in prečakal politično voljo na drugi strani. Toda prvič obstaja resna analitična ocena, da Iran ne more preživeti tega specifičnega pritiska dovolj dolgo, da bi prečakal karkoli. In zato je zaplet s Saudsko Arabijo tako slab in zakaj je Iran napadel tudi zalivske države ter Izrael. Ker so vedeli, da so te zalivske države tiste, ki jim lahko dejansko omogočijo preživetje. Iran je preživel stvari, za katere so ljudje rekli, da jih ne bo mogel preživeti. Iransko-iraška vojna je ubila 100 tisoče njegovih prebivalcev in je preživel. Zeleno gibanje je pripeljalo milijone ljudi na ulice in je preživel. Protesti Masa Amini, eno največjih ustaj v zgodovini države, so zahtevali življenja stotin protestnikov, a režim je preživel, ker zelo dobro zna zaščititi svoj varnostni aparat pred trpljenjem vseh drugih. Toda to lahko počnejo le z denarjem. In blokada je odločilna le, če vzdrži.
vzdržati pa zahteva politično voljo. Politična volja v demokraciji je vedno omejena. Cene goriva, vmesne volitve, predsednik, ki si želi dogovor za svojo zapuščino, pogajalci, ki morda sploh ne razumejo v celoti, o čem se pogajajo. To niso majhni dejavniki. To so prav tiste vzvode, za katere Iran ve, kako jih uporabiti. Torej, na to moramo biti pozorni. Opazujte, kje se začnejo pojavljati podatki o zalogah nafte. Ko bodo ti rezervoarji dosegli kapaciteto, se začne povratna faza in nujnost za Iran bo postala neizpodbitna. Prav tako morate spremljati, ali se Project Freedom ponovno zažene. Saudska Arabija in Kuvajt naj bi po poročilih ponovno omogočila dostop do ameriških baz. Če se operacija ponovno vzpostavi in če so tokrat zalivske države ustrezno vključene v posvetovanja, postane scenarij enostranskega pritiska ponovno resničen. Spremljajte, kaj Iran dejansko ponuja, ne pa kaj posredniki pravijo o vzdušju. Če je bogatenje še vedno ni predmet pogajanj, če iranske zaloge ostajajo, če IRGC še naprej napoveduje nova pravila za ožino, dogovor ni blizu. Le pripravljajo teren za svojo igro. In spremljajte uro, kajti prvič v 23 letih ura ne teče le proti zahodu. Vprašanje je, ali bodo vsi zdržali dovolj dolgo, da jo pustijo teči. To je tisto, kar vam želim pustiti za konec. To ni le zgodba o dobrih in slabih fantih v preprostem smislu. To je zgodba o režimu, ki je izjemno dober v eni stvari – preživetju. O skupini demokratičnih vlad, ki so strukturno v slabšem položaju pri eni stvari, ki bi ga lahko ustavila. Potrpežljivost, ker morajo zmagati na vmesnih volitvah. Iran ni neumen. Počenja natanko to, kar je vedno počel, z natančnostjo 46 let prakse. Ko to razumeš, te naslovi ne presenečajo več. Začneš jih brati drugače. Iran nakazuje pripravljenost za dogovor. Pritisk postaja akuten. Posredniki so napovedali pomemben napredek. Zvijača je v teku. Trump je optimističen. Dogovor bi lahko bil dosežen v nekaj dneh. Zdaj šteje čas. Vzorec je mogoče prekiniti. Zgodovina nam kaže, da režimi kot je ta sčasoma padejo, ne zato, ker bi si to želeli tujci, ampak ker notranja protislovja postanejo nerešljiva. Možje z orožjem nehajo verjeti, denarja zmanjka. Strah, ki vse skupaj drži skupaj, izgubi svoj oprijem. Ali se bo to zgodilo leta 2026, je odvisno od ene stvari. Ali bo blokada zdržala dovolj dolgo, da bo računica postala nemogoča. Ali bodo zahodne države prenehale upati, da bo Iran razumen igralec, ampak se bodo soočile z resnico o tem, kakšen Iran v resnici je, in ne bodo popustile ali odnehale. Izrael in ZDA sta se v zadnjih nekaj mesecih izkazala za izjemno natančna, saj sta pripravila presenečenja, ki so globoko destabilizirala Iran, kot tega nihče ni pričakoval. Ampak Ahilova peta se vedno znova pojavlja. ZDA imajo druge potrebe, ki pretehtajo to. In zato to ni več resnično vojaško vprašanje, je politično vprašanje. In politika, zmedena pod pritiskom, predvolilna politika, je prav tam, kjer je Iran vedno zmagal doslej. In vendar ima Trump vedno nekaj v rokavu. Bi lahko bilo vse to krinka za zadnji udarec, ki jih resnično konča? Bodite pozorni, ker to je ta trenutek. Da povzamemo vse. Vse, kar smo pravkar povedali. To se dogaja. Projekt Svoboda, ki je hkrati z blokado nafte odprl ožino, bi, če bi se nadaljeval, dejansko preprečil Iranu, da bi lahko preživel. Ker ne bi le dolgoročno izgubili svojo nafto, ki financira terorizem povsod, ampak bi izgubili tudi možnost plačevanja ljudem v svoji državi, ki jih ščitijo. In to omogoča ljudem v Iranu, da se uprejo Islamski republiki. Torej, nazaj k vprašanju, s katerim smo začeli. Ali lahko Islamska republika potencialno pade? Da, vsekakor. Ker če se blokada nadaljuje in izgubijo svojo nafto, so lahko v situaciji, ko ne morejo več plačevati ljudem, ki zatirajo iransko prebivalstvo. Vendar so to predvideli in so vedeli, da bi se to lahko zgodilo. Zato so uporabili svoj majhen vzvod, saj razumejo, da lahko zalivske države pritiskajo na Trumpa, kar smo že večkrat videli. Nadaljevali so z napadi nanje, zaradi česar je to postalo zelo, zelo problematično. Če se projekt Svoboda in blokada nadaljujeta, se pretok nafte ustavi in nafta ne teče iz Irana, kar pomeni, da se gospodarstvo stabilizira in morda prvič, jih lahko dejansko premagamo v njihovi igri. Ker je njihova igra preprosta, nadaljevati s pogajanji, nenehno zavlačevati stvari, da lahko pridobivajo čas in obnovijo svoje jedrske zmogljivosti. Vse je odvisno od te ene stvari. In zdaj moramo samo počakati in videti, kaj se bo zgodilo. Jaz sem Ira K. in se vidimo naslednjič.